Dober dan in lepo pozdravljeni v novi ediciji oddaje In Vivo Veritas. Danes bo z nami tukaj Vesna Pajič, svetovalka za kulturo in mednarodne odnose Mestne občine Koper, s katero bomo spregovorili o Libertasu, seveda v glavnem. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, rekla sem sicer, da bomo spregovorili o Libertasu, pa vendar bi za začetek mogoče vprašala to nehvaležno vprašanje, ki si ga mnogi mladi zastavljajo, ko se ponavadi žal iz Kopra preselijo v Ljubljano. In sicer, kje je kultura v Kopru? Je kultura na dovolj visokem nivoju in imamo dovolj kulture v Kopru? Sem svetovalka za kulturo in strastna kulturna živalka, tako da bom vedno rekla, da jo je premalo. Bom vedno rekla, da je potrebno na kulturo dodatno opolnomočiti, nameniti dodatna sredstva in skrbeti za to, da v bistvu izvajalci oziroma deležniki v kulturi lahko aktivno delujejo tudi na našem področju. Res je, ne da se samo preselijo, ampak imamo izvrstne izvajalce, ki aktivno delajo v različnih drugih okoljih, ne samo v Ljubljani, tudi na evropski ravni. Imamo izvrstne umetnike, izvrstne producente, ki seveda delajo tudi v drugem področju. To je v bistvu tudi tak dvorezen, mislim, ne dvorezen meč, ampak vsaka plošča ima dve plati tudi, ne? Ima dve strani tudi. Seveda je dobro, da se lahko uveljavijo, da imamo tako kvalitetne izvajalce, ki se lahko uveljavljajo ali v širši slovenski regiji ali pa tudi na evropski in mednarodni ravni. Ne smemo pozabiti, da imamo na območju Istre tudi izvajalce, ki ne samo, da grejo samo v Ljubljano, ampak včasih nekateri grejo tudi v Ameriko in razstavljajo tudi tam, se pravi tudi na druge kontinente. Kar pomeni, da v bistvu imamo neko bazo, kjer lahko pripomoremo k vzgajanju. Ne moramo reči, da je to samo posledica, oziroma predvsem zagotovo ni posledica samo naših kulturnih politik. Zagotovo pa je potrebno vedno ustvarjati podporno okolje in poskrbeti to, da so pač mladi ali pa malo manj mladi kulturni ustvarjalci lahko prepoznani tudi v domačem okolju. Kje pa torej vidite luknje v ponudbi, lahko se mogoče razširiva na celotno obalo, ne samo na Koper, kje vidite luknje oziroma možnosti za napredek? Možnosti za napredek je v bistvu več. Prva stvar je to, kako na politični ravni smo se najprej lotili tega pač na ta način, da smo spodbudili, prva stvar je bila to, da je kandidatura za Evropsko prestolnico kulture vseh 4 istrskih mest, je v bistvu najprej sprožila, je predvsem danes dojeta kot ena zelo negativen kulturni poskus. Zakaj negativen? Zato, ker nismo bili uspešni. Pa vendar res mislim, da smo bili zelo uspešni. Ker ena stvar, ki se je tukaj izkazala, da je kandidatura za Evropsko prestolnico kulture v 4 istrskih občinah v bistvu identificirala deležnike z področja kulture in identificirala projekte, ki jih lahko v bistvu naprej tudi izvajamo. Bili smo uspešni v prvi fazi kandidature, druga faza kandidature je bila pač malo zaradi tega, ker je bila negativna, oziroma verjetno predvsem zaradi tega, ker je bila negativno oglaševana oziroma negativno predstavljena strani nekaterih. Mislite, da obsežno lobiranje Nove Gorice pri tem ni imelo vpliva? Absolutno, da je imelo tudi obsežno lobiranje Nove Gorice velike kvalitete. Pa lobiranje, Nova Gorica je imela tudi kandidaturo, ki je v bistvu čezmejna. Tudi to je verjetno bilo ena dodatna v Evropi, ki postaja čim bolj povezovalna, ki postaja takšna, ki želi govoriti o tem, da presegamo meje, ki govori o tem, da presegamo nacionalnosti, da smo kot Evropa povezovalni. Seveda je imelo tudi to en dodaten jeziček na tehtnici. Ampak predvsem se mi pa zdi, da smo pa pridobili, da nismo izgubili za Evropsko prestolnico kulture, ampak da smo pridobili kar nekaj. Prva stvar je to absolutno povezovanje vseh 4 istrskih občin na področju kulture, ki je v bistvu neko naravni povezovalni element, ki si ga lahko prepoznamo. Druga stvar, ki je bila seveda to, da smo se lotili pisanja konkretne kulturne strategije vseh 4 občin. Pri tej kulturni strategiji je v bistvu tudi to pomembno, da smo nekako vzporedno
Da smo nekako prepoznali, smo šli brati lokalne programe kulture, ki jih že imamo, smo imeli aktivne posvete za deležniki v kulturi, kaj potrebujete, kaj želite, kje vidite, in smo tudi nekako začrtali. Še ena stvar je pri tej kulturi strategija Pika. Ne smemo pozabiti, da je bila pisana v času, ko nismo imeli nacionalnega programa za kulturo. Torej nismo se imeli na kaj nasloniti, ne pa reči, no, tako je na državni ravni, dajmo mi narediti tako na slovenski ravni. Tudi moram osebno mnenje pač izraziti, da trenutno, kasneje sprejeta resolucija nacionalnega programa za kulturo, mislim, da bi lahko bila boljša, in da bi lahko bila bolje opredmetena, predvsem pa, da ne bi dovoljevala takšnih problemov oziroma mogoče bodočih glavobolov, ki jih imajo ustvarjalci na področju kulture lahko. V kulturni strategiji Pika je jasno izražena zaveza, da bomo kulturo na ravni vseh 4 občin naprej tudi spodbujali. Je jasno izražena zaveza, na kakšni način, tudi identificirani načini, na kakšne načine jo bomo naprej spodbujali. Seveda zdaj, trenutno je potrjena samo na 3 občinskih svetih, samo v 3 občinah, tako da zaenkrat ne more delovati kot neka veljavna strategija, lahko pa deluje kot referenčni dokument. Bi mogoče lahko izpostavili, kakšne konkretne cilje ste zapisali noter v to strategijo in želite, da bi bili izpostavljeni? Konkretni cilji so predvsem takšni, da smo recimo konkretno rekli, da se bomo v vseh 4 občinah, da si bomo prizadevali, da izpostavimo po en infrastrukturni projekt, v katerem delamo. Recimo tako v mestni občini Koper je seveda Libertas, v občini Ankaran je plavajoči oder, v Izoli je kulturni center, v Portorožu Viba film in tako naprej. Se pravi, da smo identificirani, v katerih infrastrukturnih projektih bomo želeli. Seveda pa kultura presega delovanje na področju infrastrukture in tudi če bomo kulturniki čakali samo na infrastrukturo, bomo čakali še dolgo. Tako da se je treba predvsem spodbuditi na tem, kako gradimo vsebine, kajti vsebine so tiste, ki lahko v bistvu razvijajo tudi potrebo po infrastrukturi kasneje. Recimo podpora Primorskemu poletnemu festivalu oziroma nekako reinterpretaciji oziroma da postane Primorski poletni festival znova tisto, kar je bil pred leti. Temu je tudi sledila že recimo v letošnjem letu zaveza vseh 4 občin, da bomo tudi nadaljne izvajali Primorski poletni festival. Mislim, da smo pred dobrim mesecem ali 2 mesecema podpisali tudi pismo o nameri, kjer smo podprli društvo Primorski poletni festival in lahko rečem, da škratki oziroma hrčki zade že poganjajo kolesca in da se v bistvu tudi že oblikuje, kako nadaljevati in kako programsko v bistvu postaviti festival na isto mesto, kot je bil prej. To bo spet trajalo nekaj časa, tako da rezultati niso vedno tako hitro vidni. Potem naslednja zaveza, ki smo se jo zadali, je to, da poskušamo povečati proračune posameznih občin na področju kulture. Tukaj je seveda, če greste prelistati istrsko kulturno strategijo, boste videli, da zgodba ne zgleda mogoče tako slabo, recimo mestna občina Koper z dobre 4 milijone evrov namenjene za področje kulture. Ko se pa malo podrobneje pogleda ta budžet, pa ugotovimo, da večinsko financiramo javne zavode z področja za kulturo in da v bistvu zmanjka tudi malo prostora za vse ostale, ki pa niso v javni instituciji z področja kulture. Drug problem, ki ga jaz tudi vidim, kar se tiče financiranja področja kulture, je to, da imamo relativno nizek delež na prebivalca posameznih občin. Zdaj, da ne bom govorila grdo o drugih občinah, bom rekla predvsem za mestno občino Koper, imamo slabih 10 evrov na prebivalca. Na leto? Na leto. Seveda, to bo potrebno počasi zviševati. To absolutno. To seveda, zato pa potrebujem, to se mora odslikati tudi v proračunu, ne pa samo v govoru in napisanih besedah.
Zdaj, ko govorimo o vsebinah in infrastrukturi, nekateri pravijo, da naprimer glasba v tem mogoče malo bolj specifična. Se pravi, dokler naprimer sploh mladi nimajo nekega prostora za ustvarjanje, včasih niti pomislijo ne na to, da bi lahko tudi sami naprimer bili glasbeniki, ustvarjali glasbo, prirejali koncerte, jih organizirali. In prav tukaj se zdi, da je v zadnjih letih nastal en velik manko prostorov na obali, ki je z rušitvijo avtonomnih con postal še večji. Se bo mogoče tudi na področju glasbe kaj spremenilo? Ja, eno je rušenje avtonomnih con, ki so v bistvu ki so izgubile svojo avtonomnost oziroma niso več avtonomne cone, zato ker so bile v gospodarskih poslopjih, ki niso bili v javni lasti, temveč v privatni. Drugo je pa tudi, se moramo pa zavedati, da imamo pa v Kopru morda en prostor, ki pa je avtonomna cona že od 50 let prejšnjega stoletja, in ostaja. In torej, mladi v Kopru ne rabijo več pisati po stenah občine, da potrebujejo mladinski klub, kjer ga imajo, oziroma imajo celo 2. Razen o njegovem času odprtja mogoče? Tako je pa ta mladinski klub, je pa seveda pač na zgodovinski lokaciji, ki ima tudi svoj pridih, ki ima tudi svojo vsebino zgodovinsko. Ta družbeni moment v bistvu ima še vedno v sebi. Seveda, in je to pa to specifičen prostor. Seveda, od urnik odprtosti je čez teden do 10, za vikende do 12, nahaja se po mestnem jedru. Torej, tle je en tak konsens med prebivalci in pa seveda med mladimi je potrebno najti. Imajo pa mladi v tem prostoru tudi snemalni studio, ki ga lahko uporabljajo. Tako. Seveda, pa starejši, ki bi se želeli udeleževati koncertov, pa nimajo prostorov. Tako, ima pa ta mladinski klub en drug problem, ki ni toliko vezan po moje na urnik odprtosti, ampak to zdaj spet seveda, to je moje osebno mnenje, je pa problem kapacitete. Ker v ta klub lahko pripeljemo določene koncerte, lahko pripeljemo koncerte, ki imajo relativno majhno kapaciteto oziroma zmogljivost publike, recimo, ker je omejeno število ljudi, ki lahko pridejo na takšen koncert. Tako da, ja, upamo, da bomo nekoč prišli do tega, da bomo lahko vzpostavili večjo infrastrukturo oziroma da bomo uspeli nadaljevati korake, ki smo jih v bistvu zdaj začeli. Kako pa je z ljubiteljsko kulturo? Tudi ljubiteljski kulturi namenjate kaj sredstev, časa, tudi razmisleka? Ljubiteljska kultura v mestni občini Koper je podprta po strani 2 institucij. Ena državna, se pravi Javni sklad za kulturne dejavnosti, druga je pa v bistvu bolj lokalna, to je Zveza kulturnih društev MOK. Obe instituciji izvajate aktivno politiko podpore ljubiteljski kulturi in obe instituciji sta podprti strani mesta občine Koper. Tudi tukaj smo v preteklem letu naredili, recimo, smo jih tudi še malo več podprli, in seveda tudi Zveza kulturnih društev mestne občine Koper, ker je lokalna inštitucija, se prijavlja tudi na razpise mestne občine Koper. Recimo novost v zadnjem letu je bilo nekaj, kako hodimo naproti ljubiteljski kulturi, bi izpostavila predvsem dva fakta oziroma 2 dejstvi. Prvo dejstvo je to, da recimo smo na prošnjo društev poskrbeli za to, da je bilo lansko leto razpis za delovanje na področju kulture objavljen že decembra. Torej, da so tisti, ki so se prijavljali, izvedeli prej, ali imajo, koliko sofinanciranja za posamezne prireditve lahko dobijo, da so se lahko v bistvu tudi lažje zorganizirani, ker predhodno smo te razpise objavljali nekje januarja, februarja, marca, pa spet se potem to potrdi, pride hitro pol leta mimo. Druga stvar, ki smo jo naredili, je pa tudi na željo Zveze kulturnih društev, smo se dogovorili tudi za cenejše uporabnine oziroma za nek fond, ki je krit tudi za strani mestne občine Koper, za lažjo uporabo različnih kulturnih infrastruktur v mestni občini Koper. In pa seveda imamo, mislim, da je 75. člen ZUEK, ki govori o tem, ki govori o
tem, koliko lahko društva, ki so v javnem interesu, vključujejo za uporabo javne kulturne infrastrukture, ki ga pa seveda zdaj zvesto upoštevamo. Pa se vam zdi, da ob tem pravzaprav obstaja publika, želja publike po še več kulturnih dogodkih, po še več udejstvovanja v kulturi v Mestni občini Koper? Ker v kulturi dostikrat radi govorimo o vzgajanju publike. Torej, dokler publika, javnost ni navajena na obiskovanje razstav, na obiskovanje gledališč, filmskih teatrov in podobnega, takrat ponavadi nastane nek manko, neka luknja. Ali je ta želja in namen sploh publike, da bi se udeleževala tovrstnih prireditev? Opazite, da je kaj tega povpraševanja, ga je mogoče več kot ponudbe? Povpraševanje je vedno tako, ne? Kultura ni tržna dejavnost, tako da je z nekimi utemeljenimi oziroma ustaljenimi ekonomskimi merilci malo težko pristopiti k merjenju kulturnih aktivnosti in kulturne dejavnosti. Tako da to bi lahko, karkoli bi odgovorila, ali obstaja povpraševanje za kulturo, bi rekla seveda, da je, pač mislim, nimam neke analize narejene, ne. Se pa vidi, lahko pa rečem, da se pa to vidi na posameznih kulturnih dogodkih, ne. Enostavno, kadar prinašamo kvalitetne, kadar ponudimo kvalitetne vsebine, zanimive vsebine, en tak lep primer je to, kar se je zgodilo v kulturnem stičišču Libertas, ne, ker enostavno vedno so ljudje in vedno so ljudje, ki pridejo. Razstave niso obiskane samo na odprtju, tudi na odprtju ponavadi imamo kar lepo število, ampak razstave so tudi za svojo dostopnostjo, za svojim prilagojenim urnikom, se pravi, da ne zapremo vrata ob enih dopoldne oziroma ob enih popoldne, ampak zapremo vrata ob 9 zvečer. V bistvu imajo odraz, da je potreba potem je. Seveda počasi je treba spreminjati tudi to splošen vtis, kaj kultura sploh je, in delati na tej kulturni vzgoji, ne, oziroma spodbujati ljudi, da kulturo oziroma umetniško dejavnost prestavimo iz tistega slonokoščenega stolpa, bi jaz rekla, ne, ker to ni tam nekaj gor, ker to zame ni, to je zaprta družba, ampak je treba nekako odpirati to na ta način, da se ljudje čutijo povabljene, da se ljudje ne počutijo, oziroma posamezni obiskovalci oziroma udeleženci ne počutijo odrinjene, da se ne počutijo manj vredne, da se ne počutijo takšni, da to ni za njih, ker so premalo to, premalo tisto in premalo to. Se pravi, to odpiranje vrat je eden izmed zelo pomembnih in narediti ljudi dobrodošle. Tudi to je, se mi zdi, en pomemben postopek. Za kulturno vzgojo imamo ustrezno zakonodajo, ustrezen šolski sistem, imamo ustrezno pristope, že nastavljanje, zdaj jih je treba pa samo še vpeljevati. Seveda pa vsak dogodek, ki je izven šolskega sistema, vsak dogodek, ki dela na tej splošni javni dostopnosti in dostopnosti, bom rekla, v fizičnem in pa prenesenem smislu, je tisti korak, s katerim moramo stremeti. So mogoče eden od teh načinov vzgajanja publike tudi festivali. Včasih se zdi, kot da se publika odloči, da bo nekam šla, samo če piše zraven, da gre za festival, kljub temu, da gre mogoče za zbir dogodkov, ki so tudi sicer na voljo v tej instituciji ali drugod. Se tudi takšna popularizacija dogaja, na primer, v času festivala Isis v Libertasu? Jaz bi rekla, da je festival zelo resna stvar in če nekaj, recimo tako kot Isis, determiniraš kot intermedijski festival, je to zelo resen, je bolj resno, kakor pa če rečeš, da je samo Isis. Festival Isis ima dolgoletno tradicijo. Letošnja je bila že 10. edicija festivala. In festival Isis ni nastal v nekdanjem skladišču Libertas, ampak je nastal v Izoli. In je takrat v bistvu nastal iz neke osebne iniciative oziroma nekih osebnih pobud in želj po ustvarjanju in želji po prezentaciji in želji po tem, da se ljudem pokaže, kaj je v bistvu sodobna umetnost na področju intermedije,
kakšen doseg ima, kaj lahko doseže in kako naredi. Zgodila se je ta poroka Libertas in Isis, ki je kar precej uspešna, se mi zdi. Tudi po mnenju kritikov, v bistvu imajo, mislim, 3 leta nazaj so bili po izboru kritikov časopisne hiše Dnevnik, je bil festival Isis najboljša intermedijska razstava, ki smo jo gostovali ki smo jo imeli tisto leto v Sloveniji, tako da to so kar dobre reference. Hkrati se mi zdi pa pomembno, da Isis tudi ima zelo močan družbeno kritičen pogled in tudi komentar sočasnosti in družbe, v katerem živimo. In reči nečemu samo razstava, oziroma samo razstavna dejavnost, ob tem, da je bil program zelo bogat, sploh letos, ko so se razširili še v Bastion, in je posegal v različne prostore intermedije, mislim, da ni zaradi popularizacije rečeno festival, ampak zato, ker to festival je. Ko ste že omenili Bastion, bo ta v uporabi tudi v prihodnje? Gre vendarle za doslej neuporabljeno staro hišo, glede na to, da so vse ostale skoraj porušili, pravzaprav ostaja ta Libertas, Bastion. Bo ta še kdaj v uporabi? Ja, jaz absolutno upam, da ja. Mislim tako, v preteklem letu, mislim, v letošnjem letu smo se prijavili tudi na razpis, ki je potem na državni ravni razpis padel zaradi enega razloga, tako da upamo, da bo tudi ponovno vpeljan in da bomo lahko našli sredstva tudi za obnovo Bastiona. Seveda bomo iskali načine, kako to seveda narediti. Absolutno, jaz mislim, zdaj je Bastion je žal nekaj let bil, oziroma nekaj desetletij je bil skladišče za različne stvari, ki so sedaj odstranjene. Bastion je izpraznjen, Bastion ni več neko rezervno skladišče, ki ga imamo za stvari, ki jih ne potrebujemo več. In je seveda prostor, za katerega bo super, če ga bo kultura lahko ponovno vzpostavila delovanje in če bo tudi javno dostopen in odprt, če ne drugega zato, da pogledamo, kakšni so ti volti in kakšne so te kazemate, ki so že par stoletij tukaj v Kopru. Trenutno pa prostori seveda niso primerni za neko redno dejavnost in je potrebno to tudi urediti. Ste kdaj razmišljali, da bi Bastion, če bo, in Libertas po obnovi uporabili mogoče tudi za dogodke iz področja elektronske glasbe? Naprimer, če je problem pri Centru mladih Koper to, da je nastanjen v središču mesta, tukaj govorimo pravzaprav o neki odmaknjenosti stran od mesta, kjer bi se mogoče lahko dogodki zavlekli dolgo v noč. Nenazadnje na Obali je bila zelo sloveča ambasada Gavioli, ki je naredila kar precejšno luknjo na slovenski klubski sceni, je bila znana pravzaprav na mednarodnem nivoju zelo močno. Ste mogoče pomislili tudi, da bi kaj takega naredili v Libertasu ali Bastionu? Ne razumem, zakaj ne bi. Absolutno, da ja. Ker v bistvu prva stvar je, kar je naloga tudi javne uprave oziroma tudi občine, je, da poskrbimo za to, da se infrastruktura ustrezno obnovi in da se v infrastrukturi doda ustrezna namembnost. In seveda, glede na kakšen bo pa program, je pa druga naloga. Jaz vedno pravim, da je domača naloga, ki jo moramo narediti, to, da recimo obnovimo Libertas, je 10% domače naloge, ki jo moramo narediti. Ostalih 90% je, da poskrbimo za reden program in da poskrbimo za program, ki bo odražal, ki bo nekako odgovarjal na potrebe, ki so tukaj. Tako da, in res je neka sreča, da sta ti dva objekta kulturne dediščine, da bom rekla prav, umeščena na takšni lokaciji, kjer v bistvu sta hkrati v centru, hkrati pa to relativno degradirano območje, ker so dovolj blizu gospodarskega območja, kjer je, dovolj blizu ceste, urejena je parkirna infrastruktura, tako z ene kot z druge strani, urejena je dostopnost, in tudi seveda ob ustrezni obnovi marsikoga ne bomo motili. Tako da mislim, da bi bil to tudi ustrezen prostor tudi za elektronsko glasbo.
No, nekaj vsebin imate zdaj pravzaprav že kar redno notri. Kdo pa zdaj kurira vse te vsebine? Gre za precej raznoliko ponudbo. Ja. V bistvu v programu kulturne zasedbe smo že prvo leto, ker morate razumeti tudi ena stvar, kako se je v bistvu to zgodilo. Kandidirali smo za pridobitev naslova Evropske prestolnice kulture. Tam smo pričakovali, da bomo dobili tudi sredstva za to, da bomo to infrastrukturo lahko kot velik infrastrukturni projekt Mestne občine Koper tudi obnovili. In v tem času smo že identificirali, kakšne so potrebe, ko so bile izvedene različne dejavnosti, kakšne so potrebe, kaj želite, kako delovati naprej. In smo potem hišo smo kupili, oziroma skladišče smo odkupili. Odkupili pa ste ga od grafista, ki je želel tam narediti nekaj turističnega. Mogoče veste kaj? Sem videla načrte, ampak v bistvu te načrte so bile bolj na idejni zasnovi, tako da mislim, da je bila nek showroom, restauracija, tako da par idejnih zasnov je bilo, če se ne motim, tako da res ne bi govorila čisto točno, kar ne ve. Tako da ne bom kaj rekla narobe. Potem, ko smo prišli v bistvu že v fazi odkupa, je gostoval prvi festival Izis, kar je bilo v bistvu pravzaprav naključje, ker nismo mogli gostovati v Grandu zaradi neke, to je bilo tisto prvo covidno leto, ko smo se vsi še malo lovili, kako tako nadaljevati. In potem po odkupu je pa seveda sledila informacija, da nismo pridobili naslova Evropska prestolnica kulture. In sedaj smo imeli infrastrukturo, ki je bila pa seveda v funkcionalnosti še vedno skladišče. Potem smo se odločili na Mestni občini Koper, da bomo poskusili malo po drugi strani. In tudi, ker smo že imeli infrastrukturo, smo najprej skladišče razglasili za kulturno infrastrukturo. Prva želja je bila predvsem, da poskušamo v bistvu sanirati streho in v bistvu narediti neko osnovno spremembo namembnosti. In tukaj smo malo smo se spogledovali z razpisom na Ministrstvu za kulturo za obnovo javne kulturne infrastrukture. Malo smo se spogledovali, smo računali na prejšnje razpise, ki so bili recimo energetska sanacija javnih stavb s področja kulture in tako naprej. Za kar smo pa seveda potrebovali program in število obiskovalcev v kulturni infrastrukturi. In potem smo se nekako odločili, da bomo v bistvu prvo leto naredili, to je bilo leto 2020, ne, 2021, da bomo v bistvu naredili program kulturne zasedbe, nekakšen legalen kulturni skvot, kjer bomo oblikovali program, ki je bil, bom po pravici povedala, načrtovan tako, da smo nekako iskali priložnosti in malo poskušali identificirati, kakšne so potrebe. Prvotni plan je bil, da bo deloval samo prekat 1, kar se je že v prvem letu izkazalo, da je premalo, ker smo v bistvu v prvem letu smo se razselili že najprej čez prekat 2. Prekat 1 je ta, kjer je iz strani na parkirišče gleda? Tako, taka gledam tako. Prekat 1 ima v bistvu že prvo leto smo morali na vrata nalimati, kaj je prekat 1, kaj je prekat 2 in kaj je prekat 3. Prekat 1 je v bistvu ima približno 400 kvadratnih metrov, prekat 2 ima približno 150 kvadratnih metrov in prekat 3 ima približno 100 kvadratnih metrov. Tako da nekako tukaj se najdemo. In že v prvem letu kulturne zasedbe v bistvu so bili že 3 prekati operativni. In tako da logistika tega, kdaj, kam, kje, je v bistvu kar zanimiva. Tako da, ker je potrebno kar usklajevanje. In tle bom priznala, da je bila ta priložnost, ko se je pokazalo, najprej smo mislili, da bomo začeli kulturni skvot z razstavo Majski salon. To je bilo v bistvu kar pogumna odločitev, ker smo nekako, bom rekla, smo Ljubljani ukradli, ne? Majski salon, ki je v 110 letih je samo 2-krat gostoval izven Ljubljane, ne? Do takrat. In smo nekako jih uspeli prepričati tudi s tem, da smo
kot mestna občina Koper rekli, da bomo dovolili, ker je bila takrat tema plastika in pa risba, da bomo dovolili tudi postavljanje, umeščanje plastik v javne prostore na trgih in ulicah. In je nekako po mojem bilo to tisti jeziček, da so se odločili, da vseeno pridajo v Koper. In seveda dodali smo tudi dve razstaviščine, se pravi, eno je bilo Libertas, drugo razstavišče je bilo pa Grevisi Butaraj, italijanske skupnosti, ker v bistvu tudi eno tako lepo zgodbo smo zapeljali. Ne. Na koncu smo bili tudi presenečeni, ker v bistvu toliko, kot so marjaščki iz Prešernovega trga poslovilnih fotografij na Facebooku in ostalih socialnih mrežij dobili, po moje, še nobena sodobna plastika v javnem prostoru ni dobila takih čustvenih odzivov. Ne. In potem se je priludila priložnost, da naredimo, bom tudi tako povedala, da sem se programsko malo odločila, malo je bilo testno polje, ne? In smo rekli, kaj pa če poskusimo, zato ker imamo novo kulturno infrastrukturo, za katero v bistvu nihče ne ve, kje je. Tudi poimenovanje da je to Libertas, se je nekako šele v zadnjem letu izkristaliziralo, ker smo, ne vem, če ste opazili, ampak imamo različno poimenovanje, različno in smo malo testiramo, kaj se bo prijelo. Torej se prej ni imenovalo Libertas, to ste povzeli po veslaškem klubu? Ne, v bistvu uradni naslov tega objekta spomenika kulturne dediščine je nekdanje skladišče soli ob Izolskih vratih. Malo je dolgo. Libertas je pa torej povzeto potem v veslaškem klubu. In potem so bila različna poimenovanja, ki so se, to so skladišča, potem je bilo nekdanje skladišče, potem je bilo Libertas. Ni to edino skladišče, ne, tako da ga je bilo treba tudi malo diferencirati. In nekako se je začenjalo prejemati Libertas. Smo poskusili za skladišče Libertas, skladišče magazino Libertas, poskusili smo za, recimo, če gledate Instagram profil je Kulturno stičišče Libertas, tako da pač iščemo, v bistvu nekako se je, ampak v končni fazi sta se prijele skladišče magazino in Libertas. In nekako to mislim, da bo tudi ostalo. Zdaj smo bili, pred parimi meseci smo bili tudi toliko pogumni, da smo postavili že tablo. In eno je seveda konotacija tega, kakšno družbeno zgodovino je tudi skladišče imelo, vendar to, da je bil to dom veslaškega kluba, je bila v bistvu sekundarna namembnost, zdaj smo pa že v 5. vrsti namembnosti nekdanjega skladišča v njegovi 200-letni zgodovini, tako da Libertas je bil samo en del. Hkrati pa, tudi, ne vem, če ste opazili, uporabljamo latinsko naglaševanje, ki se je prijelo, tako da v bistvu govorimo na nek način tudi o svobodi. O svobodi kulturnega področja in umetnostnega področja, se mi zdi, da kar paše. Kako torej moram reči magazin Libertas? Skladišče magazino Libertas. Skladišče magazino Libertas. Vseeno smo na dvojezičnem območju, tako da je prav, da uporabljamo tudi italijansko poimenovanje. Torej, kdaj pa bo skladišče magazino Libertas vendarle obnovljeno? Poslušamo o tem že kar nekaj časa. Sama sem nazadnje bila med večjim dežjem tam v času razstave fotografij, partizanske fotografije. In pravzaprav je bilo kar težko gledati, da so določene fotografije bile skoraj v nevarnosti, ker na nekih mestih tudi že streha pušča. Bo to sanirano v kratkem? Prva stvar je bila tako, skladišče Libertas ima trenutno salonitno streho. Prvo delno sanacijo, ki smo jo naredili, v bistvu preden smo začeli s programom kulturne zasedbe, je bila narejena v tem smislu, ko smo pričakovali, da bo operativen samo prekat 1. Partizanska fotografija je bila postavljena v prekat 3. In seveda točno vemo, na katerih lokacijah ob večjih in pod določenim kotom naliva, ker ni vedno, torej tudi doteka. Tudi ne vem, če ste opazili, kakšen imamo program, v bistvu kuratorski program razstav. V partizanske fotografije so bile vse v bistvu reprodukcije. In tudi, kadarkoli se dogovarjamo, v tem primeru sta bili 2 državni inštituciji, se pravi državni in pooblaščeni državni muzej v bistvu vpletena v soorganizacijo dogodka.
se vedno to počnemo tudi kustosi. Se pravi, vemo, kaj delamo in kaj postavimo in kam in na kakšen način. Tako da to je, kadar dodaš prostoru neko sekundarno namembnost, tudi luči, recimo, pa te vas pa niso zmotile, ne, pa so bile tudi sekundarno dodane. Pač to ni razstavni prostor, to je še vedno skladišče, ki ga kultura nekako skvota. Iti v delno sanacijo bi bilo morda smotrno, morda pa tudi ne, ker je vedno spet je tukaj ta odločitev, ne, kje v bistvu potegneš črt. Trenutno jaz bom predvsem zagovarjala za to, da gremo v celotno obnovo in da poskušamo izkoristiti najprej vse možnosti, da zagotovimo financiranje za celotne obnove. Zdaj, če se je pred letom nakazovala ena priložnost, pa je ta šla po vodi, se mogoče zdaj spet pokazala nova priložnost na vidiku, za katero jaz držim pesti, da ne vrata. Šanse so majhne, ampak vseeno jaz mislim, da z vsakim projektom pridemo bližje končni rešitvi. Napovedovati leta, jaz vsako leto rečem, ko pripravljam program kulturne zasedbe za naslednje leto, vsakokrat upam, da je to zadnji. In tudi za naslednjo leto bom tako rekla, upam, da je program kulturne zasedbe nekdanjega skladišča Soli Libertas za leto 2023 zadnji program začasnega skvota, ki ga pripravljamo. Se pravi, potrebno bi bilo celotno renovacijo, tudi streho seveda v prvi vrsti, če je narejena iz salonita. Kaj pravzaprav bi morali še obnoviti? Prostori, stene so v redu ali bi morali tako kot pri cukrarni obdržati samo zunanji oklep in spremeniti vse notri? Zdaj še enkrat, govoriva o skladišču, ne o kulturni infrastrukturi. Sicer je razglašena za kulturno infrastrukturo z velikim doprinosom vseh posameznikov, ki delajo na programu kulturnega skvota. Ko prideš na marsikatero razstavo, imaš občutek, da res ni treba popraviti nič drugega kot strehe, da ne bo puščala, vendar seveda stavba ne more funkcionirati kot kulturna infrastruktura in ne more funkcionirati kot kulturno stičišče mesta. Jaz bom uporabila eno besedo, ki je mogoče malo neprimerna v tem času, ker ima preveč socialistično konotacijo, ampak jaz mislim, da Koper potrebuje kulturni dom. In ta kulturni dom ne more vsebovati samo razstavni prostor, ta kulturni dom mora odgovoriti tudi na vprašanje, kje bomo imeli žurko kje bomo imeli koncert z žurko, bom kar uporabila to besedo, kje bomo imeli koncert resne glasbe, kje bomo imeli koncert rock skupine in kje bomo imeli večer ali pa noč elektronske glasbe. In tudi, kje bomo imeli pogovorni večer, kje bomo imeli literarni večer, kje bomo imeli pojavne pogovore posameznih prostorov, kje bomo imeli kakšno podelitev diplom ali pa kaj podobnega. Se pravi, rabimo en večfunkcionalni kulturni dom oziroma kulturno infrastrukturo, ki bo odgovorila na različne probleme. Seveda se je pri tej multiuporabnosti potrebno izogniti tudi neuporabnosti. Se pravi, poskrbeti za to, da tak prostor ne bo zaradi svoje večnamenskosti postal nenamenski. Temu smo pri fazi planiranja posvečali kar nekaj pozornosti in tudi načrtovana obnova je načrtovana tako, da v bistvu bo skladišče in tudi pač program uporabe in načrt dela je v bistvu načrtovan tako, da bo nekdanje skladišče operativno 365 dni v letu, ker potem bomo lahko v roku 5 do 10 let povrnili tudi to investicijo. Lahko upravičili, da smo to investicijo naredili. Vsaka kulturna infrastruktura, omenili ste cukrarno, ima tudi večplastno, v sodobnem času tudi večplastno namenjenost. Tudi cukrarna je v prvi vrsti sodobni razstavni prostor, ki pa seveda ima tudi pogoje, da lahko deluje kot koncertni prostor, ima pogoje, da lahko deluje kot prostor za morebitne konference, ima tudi tisti manjši del s kavarno, kjer je lahko prostor za pogovore ali pa prostor za
recimo grajenje nekega družbenega miljeja v mestu, se pravi ustvarjanje nekega prostora za druženje. Podobno potrebujemo tudi v Kopru. In načrt obnove načrtuje, ne vem, koliko ste si ga pogledali, ampak načrtujemo vzpostaviti dvorano z dovolj velikim odrom in dovolj velikim zaodrjem in dostopom za tovornjak, za izvedbo večjih koncertov. Tukaj bom po pravici povedala, da nismo izumljali tople vode na novo, ampak smo se aktivno posvetovali tudi z različnimi sodobnimi oziroma sočasnimi infrastrukturami. Recimo tako, kar poglobljeno smo se zgledovali po Kinu Šiška, poglobljeno smo si ogledali Lutkovno gledališče, pa Dom španskih borcev, pa Ljubljanski grad, pa mogoče tudi kakšno dvorano v Ajdovščini, tako da smo malo pogledali tudi potrebe. Pa seveda smo si pogledali tudi naše gledališče, ker imamo tudi en dober oder, pa smo ugotovili, kje je kaj narobe, kje se da kaj optimizirati, da je narobe. Pa recimo našo uporabo dvorane Svetega Frančiška in pa tudi našo uporabo CMK-ja, se pravi, kje so tle stvari, ki jih lahko izboljšamo. Potem ena stvar, ki je, da ima pa, glede na to, da v določenem primeru je Libertas obmeščen na kar v redu lokacijo, ima pa ta prostor nima trga. Se pravi, nima. Tako da je tudi načrtovan en tak večji vhodni prostor, ki pa ima spet lahko večnamensko funkcionalnost. Potem smo umestili tudi manjšo dvorano. Zakaj manjšo dvorano? Ker dvorano, v kateri lahko stoji 700 ljudi, ne rabimo vedno. Jaz mislim, da na začetku bomo to dvorano še najmanj uporabljali, ampak jo bomo počasi gradili uporabo z tudi razvojem področja kulture. To manjšo dvorano pa potrebujemo tako za vaje, potrebujemo tako za manjše prireditve in potrebujemo za različne tipe dogodkov, ki bojo manjše narave. In naslednja stvar, še en velik kos skladišča bo pa rezerviran tudi za razstavno dejavnost. Tako da mislim, da smo nekako odgovorili. In pa seveda upam, da nam uspe ustvariti tudi nek nov mestni trgec, ki bo na drugi strani, na tem proti mestu, kjer bi lahko naredili en tak fantastičen balkon oziroma teraso kulture. Tako da, to so načrti, se pravi, kako k temu vzpostaviti, kako to oblikovati. In jaz bom absolutno zagovarjala ves čas celostno obnovo in pristop k celostni rešitvi. Tako da upam pa, da čim prej. Ja, nekako smer ste že nakazali, sploh za to večnamenskostjo. Videli smo že različne dogodke, sicer predvsem razstavne, ampak naprimer tam gostuje tudi neodvisni obalni radio. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Je bilo to po tem, ko so v požaru izgubili večino svoje opreme? Da. Ko se jim je zgodil ta požar, je bilo potrebno kar na hitro najti pač neko rešitev. Zdaj ta rešitev ni optimalna, ker v skladišču je kar precej mrzlo, ker nimamo ogrevanja, tako da ne vem, tudi ponavadi imamo med novembrom in marcem zaprta vrata, pa ne zato, ker se nam ne da delati, ampak zato, ker je pač res ni prijetno notri. In takrat smo iskali neko začasno rešitev, kjer se je pa izkazalo, da v bistvu kar pašejo noter in tudi z svojim delovanjem in z svojim izvedbo posameznih akcij, koncertov, recimo koncert, ki so ga prenašali v živo prejšnji teden. Takšne stvari so v bistvu spet tisto, kar tudi govori vsem temu v prid, kar govorimo cel čas, da smo dostopni, da smo odprti, da se odpiramo različnim družbenim skupinam in da smo prostor, ki je namenjen vsem. V skladišču Soli ne gosti samo, ne vem, če ste opazili, ampak program je zasnovan tako, da pride k nam tudi društvo, že sedaj, imamo podelitev bralne značke Društva prijateljev glasbe in mladine, potem najdemo prostor za kakšno plesno predstavo, pa poiščemo
prostor za razstavo, umestimo razstavo, recimo razstava Zveze borcev NOP in pa razstava JSKD-ja, tako da program je kar pester in razlik, ker na ta način v bistvu tudi različne javnosti privabljamo v prostor in nekako tle v zadnji v možganih, v malih možganih ustvarjamo prostor, kjer se ljudje zavedajo, da je to prostor za kulturo, kjer so dobrodošli. No, držimo pesti, da bo temu res tako in da bo čim prej prostor tudi obnovljen. Pa mogoče, dokler še ne bo, lahko že napoveste, kaj se bo v letu 2023 tam dogajalo. Ja, v bistvu bo nekako, imamo en zaris, kaj se bo dogajalo. Seveda je spet odvisno od proračuna, koliko bomo potrjeni in kako na široko bomo šli. Zagotovo lahko zdaj za naslednjo leto napovem, že tudi sledil bo tudi poziv. V naslednjem mesecu bomo tako kot prejšnje leto pozvali različne deležnike k sodelovanju in k podaji predlogov, v bistvu, kaj bi želeli narediti. Nekako čutim pa odgovornost za vse na eno osnovno smernice, to damo. Zagotovo ne bomo ven napodili neodvisni obalni radio, tako da upam, da bo še kar ostal, če bojo želeli, seveda. Dogovarjamo se, smo v fazi priprav prve velike razstave Samire Kentrić, s katero bomo odpirali tudi marsikatere zgodbe iz naslovnic. Se pravi, bomo šli, recimo zanimivo, da v koprskem prostoru še nismo imeli predstavljene zgodbe, knjige Marte Verginele Slovenka, kar bi se mogoče glede na geografsko umeščenost bi mogoče pasalo, da je. In razstava Samire Kentrić bo ena takih, ki bo odpirala vrata tudi tega. Se pravi, tako kot vse razstave doslej, jih poskušamo narediti ne samo razstavne dejavnosti, ampak tudi dogodkovne dejavnosti, tako da bo tudi ta razstava po vsej verjetnosti, ne po vsej verjetnosti, ampak ne, tudi ta razstava bo obsegala več pogovornih večerov in tudi druge dogodke, ki so vezane na likovno dejavnost. Potem v poletnem času še nismo nekako zaenkrat zaključili, kaj bo, ampak v bistvu iščemo še ustrezno razstavo in potem upam, da bomo tudi tako kot letos zaključili program v Enki z festivalom Izis. Seveda moramo sodelovanje še potrditi, ampak so tudi oni dobrodošli za nadaljnje soustvarjanje. Dodatno, predvsem se bomo nadaljevali z festivalom intermedijske umetnosti Skladišče magazina Live. Tukaj spet zato, ker je to festival, v katerega lahko umestimo v tiste vsebine, ki se nam zdijo, da v Kopru mogoče manjkajo, ne? In nekako preverjamo, ali res manjkajo, ampak mislim, da obisk festivala govori zase, da v bistvu manjka, da je publika za to. In seveda si pa želim tudi več manjših razstav, več manjših koncertnih dogodkov in posameznih dogodkov, kjer lahko odgovarjamo na potrebe. Vedno sistem Libertas je v bistvu zelo enostaven, ne? Mislim, po eni strani, po drugi strani pa tak, gradimo ga skupaj. Gradimo ga skupaj z razstavljalci, izvajalci, gradimo ga skupaj z posameznimi deležniki v kulturi, ki želijo ustvarjati in ki želijo soustvarjati. In tukaj je vedno je ta poskus odgovora, če nekdo pride do mene pa reče, jaz pa bi, vedno poiščemo, se poskusimo poiskati način, da to stvar izvedemo. Seveda ne smemo pa pozabiti na merilo kakovosti. To pa ostaja. Definitivno. Mogoče samo še tako kratko šaljivo vprašanje za konec. Ne rabimo pa se bati, da nam bo košček strehe, se opravičujem, padel na glavo medtem, ko bomo tam? Ne, varnostni načrti, kot sem rekla na začetku že, ne, v Skladišču Libertas delamo kulturni izhod na legalen način. Tako da vsi prostori, ki so v uporabi, imajo narejen varnostni načrt, izvajamo redne preglede in skrbimo za to, da se ne bo nikomur nič zgodilo. Tako kot je vsaka prireditev je prijavljena na policijo, vsaka prireditev je urejena v skladu z občinskimi odloki. Varnost na prvem mestu. Varnost na prvem mestu, prihodnost pa se zdi svetla. Vesna Pajič, najlepša hvala, da ste se danes oglasili v studiu. Hvala za povabilo.
Tako, dragi gledalci, upam, da ste izvedeli kaj novega o Libertasu, vsekakor pa, da vas je premamilo, da se mogoče tja odpravite tudi sami v prihodnjem letu, da ga vidite še pred obnovo. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu na Megafon TV.